Aj sem že za tukaj ne more razumeti. V slovenščini. Ne, Slovenka je bila. A pa imaš? Dobrodošli. Da. Kdor misli, pleše, kdor pleše, misli, vsaj velja očitno za Grounded, to je edicija 2018. Emma Goldstone je rekla, ne, če ne morem plesati, nočem biti del vaše revolucije. In mislim, da to nekako povzame duha. V tretji sklepni dan vstopamo z naslovom Pravna subjektiviteta robotov, Legal Personhood of Robots. Nekoliko o sodelujočima. Pika Šarf je mlada raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Raziskuje različna vprašanja na stičišču prava in tehnologije. Predvsem se ukvarja s pravico do zasebnosti in varstvom osebnih podatkov v digitalni dobi, kibernetsko kriminaliteto in pravnimi vidiki zagotavljanja kibernetske varnosti. Medtem ko nalagam stran, tokrat digitalno dejansko. Matija Žgur je univerzitetni diplomirani pravnik, doktor človekovih pravic in doktor pravne filozofije. Ukvarja se z različnimi tematikami na področju človekovih pravic in pravne filozofije, predvsem z vprašanji pravne subjektivitete, pravnega izključevanja in izrednih razmer. Je tudi sourednik revije za ustavno teorijo in filozofijo prava Revus. Prosim. Hvala, dobro jutro. Hvala vsem, da ste prišli ob tej uri. Jaz moram priznati, da o robotih kaj dosti ne vem. Zato je ekspert Pika in bo Pika govorila o robotih. Znam pa nekaj povedati o pravni subjektiviteti. Tako da midva se si ta današnje predavanje oziroma pač čas, ki nama je odmerjen, razdelila tako, da bi na začetku jaz povedal neke pojmovne okvire, pa neka vrednostna izhodišča bi vam dal, zato da vse lahko potem znali tudi lažje razumeti, slediti in tudi sami vrednotiti to, kar bo dejansko o robotih in problemih njihove pravne subjektivitete potem povedala Pika. Če jaz začnem s svojim delom, v teh minutah, ki jih imam, bi rad odgovoril ali pa se pozabaval s 3 vprašanji. Kaj sploh je pravna subjektiviteta, kakšna je njena vsebina, zakaj jo imamo, in pa na podlagi odgovorov na ta vprašanja, kdo vse ali kaj vse je lahko subjekt prava danes. Zdaj, mogoče še preden grem čisto na to temo, sploh če se komu mogoče poravi vprašanje, zakaj se pogovarjati o pravni subjektiviteti, zakaj je to danes problem, dejansko nekje po drugi svetovni vojni, po grozotah, ki so se takrat dogodile, smo s splošno deklaracijo človekovih pravic in drugimi akti, ki so jih sledile, sprejeli neko univerzalno načelo, da vse ljudje, živorojeni ljudje, imajo povsod po svetu pravico biti subjekt prava. In se tudi potem pravna teorija kaj dosti s tem ni ukvarjala. Ampak danes imamo pa veliko razlogov, da se s pravno subjektiviteto ukvarjamo, samo 3, da hitro naštejem. Na ravni ljudi so to problemi genske manipulacije s človeškimi zarodki, evtanazije in predvsem problem splava. Ne bom šel globlje v te probleme. Na ravni živali so tukaj problemi etičnosti in nekega nadaljnjega utemeljevanja obstoja živalskih vrtov, cirkusov in pa laboratorijskih poskusov na živalih in pa seveda tema, ki nas danes zanima, umetna inteligenca. Tako da pravna subjektiviteta in njeni problemi so še kako živi. Zdaj, uvodno, da ne preidem pretirano v neke hude pravne sfere, bi raje začel s tem, da bi vam predlagal, da si pravo probamo zamisliti kot igro, neko tekmovalno športno igro, recimo nogomet. Čeprav pravni filozofi se radi v takih primerih ukvarjajo s šahom,
meni bližji recimo nogomet ali pa košarka. Okay? In to, kar nas zanima, sta dve zadevi. Prva je ta, da ima vsaka igra, tako kot nogomet, neke namene. Okay? Ponavadi različne namene, ponavadi jih imamo zato, da zadovoljujemo neke naše želje, potrebe po igri sami, po druženju, po tekmovalnosti in tako naprej. Ni niti nujno, da se strinjamo, kakšni ti nameni so. Igre, nogomet lahko igramo z različnimi nameni, se pravi, v istem moštvu so lahko ljudje, ki imajo različne namene za to, da so tam, in tudi z nekimi nameni lahko vstopamo v to igro, ki niso vnaprej predvideni. Tako da ti neki vnaprej predvideni nameni ne omejujejo možnosti igranja te igre. Kar pa je pomembno, je pa, da ti vnaprejšnji nameni igre do neke mere determinirajo, kakšna bo vsebina pravil te igre. Okay? To bo potem pomembno v nadaljevanju za nas. In druga pomembna stvar je, da vsaka igra je v bistvu sklop nekih pravil o tem, kdo lahko to igro igra, se pravi o igralcih te igre, o predmetih njihove igre, se pravi v nogometu bi bilo to igrišče, goli, žoga in tako naprej, in potem seveda, kako ti igralci vstopajo med sebojna razmerja v odnosu do predmetov te igre. Okay? To je nekako zajema sklop pravil, ki determinira igro nogometa. No, in zelo podobno je seveda v pravu. Pravo ima neke svoje namene. Kakšni nameni to so, ni niti smiselno tukaj razglabljati. Enako velja, da lahko z različnimi nameni vstopamo v pravno igro in tudi nameni, ki so naprej predvideni, ne determinirajo možnosti sodelovanja v igri, tudi s kakšnimi zli nameni lahko vstopamo v to igro. In seveda pravna pravila, sklop pravnih pravil determinira, kdo so igralci pravne igre, kateri so predmeti igranja te pravne igre in kako ti igralci pravni vstopajo v medsebojna razmerja v odnosu do teh predmetov igre. In zdaj, če nas zanima, kaj točno bi bila pravna subjektiviteta, tukaj seveda je odgovor jasen, da gre za tista pravila, ki se nanašajo na to, kdo so igralci pravne igre, kdo so osebe, subjekti v pravu, torej ne predmeti. Na ta način v bistvu pravo opredeli, kdo bo lahko sploh to pravno igro igral. In do neke mere seveda kako. Se pravi, ti nameni pravne igre deloma vsebinsko determinirajo naravo pravnih pravil glede subjektov in glede načina igranja igre. Mogoče bo to kasneje postalo bolj jasno. Zdaj, ko imamo ta nek grob okvir, bi samo nekaj opozoril, takih metodoloških dal. Ena zelo pomembna stvar je, da ločimo med sklopom pravil, ki determinirajo, kaj je oseba v pravu, in pa med entitetami, ki jim potem v svetu, ki jim lahko ta pravila pripisujemo. Problem se dostikrat pojavlja, ker se te zadeve inačita in govorimo o tem, da nekdo je oseba v pravu. Matija Žgur je oseba v pravu. Zdaj, mogoče lažji primer za to razumevanje bi bilo, sem obljubil, da tega ne bom naredil, pa bom, tam sedi moj brat, ki mu je ime Luka Žgur in on je človeško bitje z imenom Luka Žgur. On ima v resnici pa v svetu prava dve pravni osebi, dva sklopa pravil, ki se nanašata na njegovo pravno subjektiviteto, na njegovo možnosti igranja pravne igre. Ena je Luka Žgur kot subjekt prava, ki lahko vstopa v neka pravna razmerja, sklene neko pogodbo, zagreši neko kaznivo dejanje in tako naprej. Hkrati ima pa on tudi SP, okay? Luka Žgur SP. Ta SP je ravno tako pravni subjekt, nek sklop pravil, ki se nanaša na to, kako lahko sodeluje v pravnem prometu. Ne Luka Žgur, ne Luka Žgur SP nista to, kar je on v resničnem življenju. To sta dva sklopa pravil, ki pa se potem pripenjata, na to osebo v svetu. Problem imamo tega enačenja predvsem takrat, kadar govorimo o DOO-jih, pač o korporacijah, o pravnih, o tem, o čemu rečemo pravne osebe, v naši neki slovenski terminologiji, ker v bistvu mislimo, da je to eno in isto. Ko je ustanovljena pravna oseba, ki pa dejansko nima neke reference v resničnem svetu, mislimo, da je to eno in isto, pa ni. Eno je neko institucionalno, družbeno dejstvo, da smo ustanovili neko podjetje, drugo pa je sklop pravil, ki se na to entiteto v svetu pripenja. Zato, ker pa nima korespondence v resničnem svetu, dostikrat te stvari mešamo.
To je prvo tako opozorilo. Drugo pa je še posebej pomembno za današnjo razpravo, to, da moramo ločiti nek deskriptivni nivo od nekega normativnega nivoja. Na deskriptivnem nivoju nas zanima, kdo v tem trenutku ali pa v nekem trenutku v preteklosti je dejansko strani prava, katerega koli že, pripoznan za pravno osebo. Na normativnem nivoju nas pa zanima vrednotenje tega. Nas zanima, kdo mislimo, da bi lahko ali pa moral biti pravna oseba in po katerih kriterijih. In s tem lahko potem kritiziramo, kritično vrednotimo ta prvi nivo, se pravi dejanskega prava. Zaradi tega, ker če nas zanima deskriptivni nivo, potem moramo danes pripoznati naslednja dejstva, da je neka reka, katerega imena si ne upam izgovoriti, ker je prezahtevno, v Novi Zelandiji je strani novozelandskega prava pripoznana kot pravni subjekt. Da je Pačamama oziroma mati narava v ekvadorski ustavi pripoznana kot subjekt pravic. Da so različne živali, neki sloni, mislim, da delfini, predvsem pa opice, v različnih jurisdikcijah po svetu strani nekaterih sodišč so pripoznana kot subjekti prava. To vse so dejstva. Okay? Na normativnem nivoju, taki nas danes malo bolj zanima, nas pa zanima, a je to smiselno, na podlagi katerih kriterijev, a bi na podlagi kriterijev, ki jih danes upoštevamo, še kakšne druge entitete morale biti pripoznane kot osebe v pravu in tako naprej. Te dve opozorili. Če grem naprej, glede pravne subjektivitete v njenemu smislu, smo že povedali, da je eden izmed namenov pravne subjektivitete to, da nekaterim entitetam v tem svetu omogoča, da nastopajo v pravu, da zadovoljujejo neke interese, potrebe, želje. Če to pravo naredi, v resnici pripoznava, da te entitete imajo lastne interese. In s tem posredno pripoznava, da imajo določeno vrednost, da so neke vrste pomembne same po sebi, ne pa, da so pomembne kot sredstvo za doseganje ciljev nekih drugih oseb. Okay? Pravi, da imajo vrednost same po sebi, da imajo lastne interese, da jih je zaradi tega vredno varovati in jim omogoča, da te interese zadovoljujejo. To pa je lahko kot neko tehnično vprašanje, kot neko moralno vprašanje. Z tehničnega vidika se gre tukaj prav, a dejansko te entitete imajo neke sposobnosti, kognitivne in drugačne, da imajo, da lahko formulirajo, da lahko izražajo, oblikujejo lastne interese. Drugo vprašanje pa moralno. Ali se nam zdi, nam kot družbi, zakonodajalcu potem v končni fazi, da ta entiteta je tako pomembna, da ima lastne interese. In tukaj lahko prihaja do nekih neskladij, kakor bomo videli v nadaljevanju. Če grem na vprašanje vsebine pravne subjektivitete, kaj sploh vsebinsko pomeni. Neka učbeniška definicija pri nas, pa v večini drugih civil law državah bi bila, da je to sposobnost biti subjekt in torej ne objekt pravic in obveznosti. In potem, ker pripoznavamo pa vendarle, da niso pa vse osebe dejansko enake, potem naše pravo, naš pravni sistem, naša dogmatika se potem zaslužuje pojmov, kakor so poslovna sposobnost, tukaj imamo potem omejeno, pa polno poslovno sposobnost, sposobnost za dejanja, krivdna odgovornost in tako naprej. Jaz malo drugače pristopam k tej zadevi. Meni je bližje tista ideja, tista teorija, ki loči znotraj pravne subjektivitete vsaj dve poli različnih sposobnosti. Okay? Ene so pasivne sposobnosti, druge so aktivne sposobnosti. Zdaj bom samo na hitro povedal, kaj to približno je, zato da bom lahko potem povedal, kdo ponavadi v pravu ima lahko te sposobnosti. Pri pasivnih sposobnostih govorimo o tem, da je lahko neka entiteta, subjekt prava, torej že takrat koristnik nekih prednosti ali pa tudi bremen iz pravnih poslov ali pa iz pravnih norm drugih oseb. Okay? Primer, da je lažje razumeti, nek mladoleten otrok je lahko koristnik bodisi dediščine od strani nekega drugega osebe, bodisi nekega pravnega posla, ki ga dve odrasli osebi skleneta v korist ali breme tega mladoletnika. Mladoletnik nima v našem pravu pripoznanih vseh sposobnostih pravnih, da bi lahko sam sklepal
te posle, zato morajo v njegovem imenu drugi nastopati. Okay? In to je neke vrste pasivna pravna sposobnost. Na drugi strani imamo pa aktivne sposobnosti, to so pa tiste sposobnosti, v bistvu, ki so bistvene za to, da lahko uresničujemo namene prava, da uresničujemo sploh lastne ideale, lastne želje, interese v pravu. To so pa te sposobnosti, ki vključujejo možnost samostojnega sklepanja nekih pravnih poslov, da se sami zavežemo s pogodbo in tako naprej. In po drugi strani, kar je bistveno, zato da sploh kdorkoli bi si želel igrati to pravno igro, odgovornost, sprejemati odgovornost za lastna prepovedana dejanja, se pravi kazenska odgovornost, če storimo kakšno kaznivo dejanje, ali civilna odgovornost, pravi odškodninska ponavadi, če drugemu povzročimo škodo. To so aktivne sposobnosti. In zdaj, seveda, osebe v pravu so lahko tudi tiste, ki imajo samo pasivne sposobnosti. Ni potrebno, da imamo cel sklop teh sposobnosti, zato da smo v pravu pripoznani kot oseba. Kdo pa so ponavadi te entitete, te osebe? Na pasivni ravni, spravi osebe samo s pasivno pravno subjektiviteto, so gotovo paradigmatičen primer, take osebe so mladoletni otroci v našem pravu. Praktično univerzalno so pripoznani kot osebe. Zdaj zakaj? Zaradi tega, ker kot družba pripoznavamo, da imajo neko avtonomno vrednost po eni strani, hkrati pa tudi jih želimo varovati pred morebiti neko njihovo lastno naivnostjo, neko njihovo fizično in mentalno krhkostjo in tako naprej. Zato v bistvu družbi, nekaterim osebam v družbi nalagamo obveznosti do njih, njim pa pač možnost, da koristijo beneficije teh nekih poslov oziroma obveznosti drugih do njih. Po drugi strani smo prav načeloma složni, da neke entitete, kot so kamni, reke in tako naprej, načeloma ne morejo biti subjekti pravic. Nalaž sem omenil reke, zaradi tega, ker, kot sem prej omenil, nekje imamo primer pripoznavanja reke kot subjekta, ampak načeloma se nam zdi težko utemeljevati, zakaj in kako bi neka reka, neko telo vode, ki niti ni vedno isto, lahko imelo lastne interese. Sporno področje so pa seveda tisti mejni primeri, so po tem trenutku predvsem živali, o katerih kaj dosti nismo povedali, čeprav je ekstremno zanimivo področje, in pa seveda AI, umetna inteligenca, o čemer bomo v nadaljevanju kaj povedali. Na drugi strani aktivne osebe so zgolj in samo zaradi tega, ker je pač potrebno določene intelektualne sposobnosti, kognitivne sposobnosti uporabljati za to, da lahko izvršujemo vse te možnosti, ki nam jih pravo daje na ravni aktivnih sposobnosti, so danes pripoznane samo odrasle, kognitivno normalno sposobne človeška bitja. Okay? To, kar sem želel še pri pasivnih osebah povedati, je, da eno je seveda ta moralni vidik, ki sem ga prej opisal. Kot družba menimo, da so mladoletniki vredni, imajo posebno vrednost in jih je potreba zaščititi. Drugo je pa čist tehnični pravni vidik. Dejansko ne obstaja nek resen tehnični pravni zadržek, da ne bi mladoletnikom pripoznali tudi aktivnih sposobnosti in jim dovolili, da sami sklepajo pogodbe in po drugi strani od njih terjali, da za svoje ravnanje v pravu odgovarjajo. To, kar danes smatramo za suženjsko mladoletniško delo, je bilo včasih pač samo delo. Čisto kot primer. Da na hitro sklenem 3 točke. Prvo, izhodišče vsega sistema pravne subjektivitete, podeljevanja pravne subjektivitete v pravu je danes odrasli, kognitivno normalno sposoben človek. Kot bi rekla Murat in Jones, pravo je od ljudi za ljudi. Vedno je bilo in vedno bo. In temu nekako se reče nek pravni humanizem, nekateri o tem govorijo. Ideja, da pač to, kar nas definira in zaradi česa smo pa mi, tiste ta prave osebe v pravu, so neke naše posebne kognitivne sposobnosti. Zdaj, tudi tukaj se vidi, vedno moramo imeti v misli, da pač pravo je umetna zadeva in se jo da tudi manipulirati. Nima nič dejansko z našimi naravnimi sposobnostmi, zaradi tega, ker večji del zgodovine, ta paradigmatičen primer osebe, niso bile vse entitete, vsa živa bitja, ki imajo te sposobnosti, ampak v resnici so bili dejansko odrasli, bogati, pismeni,
beli moški, ta paradigmatičen primer osebe v pravu. Črnci, sužnji in tudi ženske večji del zgodovine niso imele v celoti pripoznane polne pravne sposobnosti. To je prva točka, pravni humanizem, kar nas determinira. Drugo je, da je pasivna pravna subjektiviteta precej širša, medtem ko aktivna je rezervirana samo za odrasle osebe, je pasivna precej širša, ta se širi tako na mladoletne človeška bitja, kot na neke nečloveške entitete, žive ali nežive, živali ali korporacije, recimo. Tretja točka, ta pravni humanizem je danes, da temu reči, pod napadom, v tem smislu, da ga po eni strani mu konkurirajo drugačne teorije o človeški vrednosti, kdo vse kot bi lahko mora biti pripoznan kot subjekt. Tukaj mislim predvsem na versko orientirane ali pa versko utemeljene teorije, ki menijo, da ne samo živorojena človeška bitja so tista, ki jim je treba pripoznati pravno subjektiviteto, ampak načeloma človeški zarodek od spočetja dalje. Tukaj je ta bitka glede splava, mislim, da jo vsi dobro poznate. Po drugi strani pa nova znanstvena odkritja, ki utemeljuje, da če so neke kognitivne sposobnosti tisto, kar determinira resnično tisto, ta pravo osebo v pravu, potem moramo priznati na podlagi znanstvenih dokazov, da te standarde dosegajo tudi nekatere nečloveške živali, kot so predvsem primati, delfini, sloni in tako naprej. In se pravi, obstaja neko gibanje za pripoznanje pravne subjektivitete tem entitetam. In zdaj, da zaključim in predam besedo Piki, en drug sklop tega napada na ta pravni humanizem je pa seveda gibanje za pripoznanje pravne subjektivitete umetni inteligenci, v tem smislu, da spet, če mislimo, da je to standard za pripoznanje pravne subjektivitete, lahko bi bil seveda kateri drug, potem imamo tukaj problem s tem, kar se danes dogaja na področju razvoja umetne inteligence. Kaj pa se dejansko dogaja, pa raje prepustim Piki. Najlepša hvala, Matija, za ta super uvod. Mislim, da nam bo precej pomagal v tem drugem delu. Predvsem hvala, da si večkrat omenil tako korporacije kot živali, ker se tudi sama naslanjam v nadaljevanju na ta uvod. O tem, ali bi bilo treba robotom pripoznati neko obliko pravne subjektivitete, se v resnici pogovarjamo že od začetka razvoja robotike. To ni nekaj novega, vendar pa je res, da se ta vprašanja predvsem v zadnjih 2 letih pojavljajo precej bolj pogosto. Poleg tega se mi zdi, da tudi prihajajo iz teh akademskih vod v širšo javnost. Zdaj, zakaj se je to zgodilo? Jaz mislim, da je en izmed ključnih razlogov to, da je Evropska unija 2 leti nazaj sprejela en dokument, in sicer gre za priporočila, ki se nanašajo na civilno-pravna pravila v robotiki. Gre samo za priporočila, ki niso pravno zavezujoča. Pa vendar so sprožila en plaz debat, predvsem zaradi tega, ker vsebujejo eno določbo, naj Evropska unija v prihodnosti razmisli o tem, ali bi podelila neko obliko elektronske osebnosti umetni inteligenci oziroma robotom. V Evropski uniji oziroma na ravni Evropske unije ta dva pojma precej enačijo. Torej, najbolj sofisticiranim robotom po predlogu tega priporočila Evropske unije naj bi nekoč v prihodnosti podelili pravno subjektiviteto. Težava tega priporočila je to, da je bilo v veliki meri precej slabo zastavljeno in tudi razumljeno. Evropska unija namreč ni želela razviti neke nove pravne subjektivitete, vendar samo razviti neka pravila za primere, ko roboti povzročajo škodo. To pa je tudi eno izmed ključnih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo že od 80. let, ko je prišlo do prve smrtne žrtve, ki jo je povzročil robot, pa ni šlo za nikakršno tako katastrofalno, oziroma ni šlo za noben katastrofalen scenarij, ki si ga običajno predstavljamo, ko govorimo o robotih, da bi nek robot namerno ubil človeka, ker si želi dominirati svetu. Šlo je enostavno za industrijskega robota, ki mu je človek prišel priblizu in ga pač porinil v neko drugo napravo v procesu proizvodnje. Za začetek, če se želimo pogovarjati o pravni subjektiviteti robotov, moramo odgovoriti na vprašanje, kaj sploh je robot. Ker že takoj na začetku opazimo, da gre za eno zelo, zelo raznoliko kategorijo.
Od robotskih sesalnikov, kosilcev trave, do dronov, samovozečih vozil, pa potem do teh robotov, ki jih običajno imamo pred očmi, ko govorimo o robotih. Na primer Sofija je ena izmed takih ključnih, ki jih imamo večinoma pred očmi, ki je bila tudi državljanstvo podeljeno leto 2016 strani Savdske Arabije. Torej to so tako imenovani companion robots oziroma zdaj se razvijajo tudi sex robots. Nikakor pa ne smemo pozabiti na to največjo kategorijo robotov, ki so tudi najbolj številčni in največkrat uporabljeni, to so industrijski roboti. Zdaj, ena izmed največjih napak, ki jo počnemo, je, da skušamo ustvariti neko enotno kategorijo robota, jo podvreči enaki pravni regulaciji. Ta one size fits all approach, mislim, da po mojem mnenju bi ustvaril precej več zmede kot neke jasnosti. Gre za tako raznolike produkte, da enostavno jih ne moramo regulirati na enak način. Mislim, da se vsi precej hitro strinjamo, da tudi ko govorimo o pravni subjektiviteti robotov, nikakor ne bi bila podeljena vsem robotom. Gre samo za robote, ki delujejo na podlagi umetne inteligence, torej za te najbolj sofisticirane robote. Zakaj te robote tako hitro enačimo z nekimi človeškimi lastnostmi? Zakaj mislimo, da mislijo, imajo Je že samo ime umetna inteligenca nekako implicira oziroma jo povezujemo s človeško inteligenco, z mišljenjem, z razumom. Dejstvo pa je, da danes pri razvoju umetne inteligence še nismo na tej točki. Ravno, ko sem se pripravljala na današnji dogodek, sem v članku našla eno izjavo enega izmed vidnejših predstavnikov Googla, ki je rekel: AI is today very, very stupid. Seveda ni hotel povedati, da so Googlovi sistemi umetne inteligence neumni, želel je samo povedati to, da danes v resnici to, s čimer se ukvarjamo, ni ta splošna umetna inteligenca, ki bi bila sposobna reševati vse težave. Zelo dobri smo pri razvoju umetne inteligence, ki je sposobna rešiti en problem, naprimer igrati šah, igrati antično igro Go, prepoznavati obraze, prepoznavati govor. Medtem ko smo pri razvoju te splošne umetne inteligence, ki bi bilo dejansko lahko potegnili neke vzporednice s človeškim razumom, še zelo, zelo daleč. In to je prva stvar, ki jo moramo imeti vedno v mislih, ko se pogovarjamo o podelitvi pravne subjektivitete robotom. Pa vendarle, če predpostavimo, da bomo nekje v bližnji ali daljni prihodnosti prišli do tej točke, kjer bodo dejansko roboti sposobni nekega avtonomnega odločanja brez človeškega vmešavanja, se pa vendarle hitro pridemo do te točke, ko moramo primerjati pravno subjektiviteto robotov s pravno subjektiviteto, ki smo jo podelili nekaterim drugim entitetam, različnim od ljudi. Če začnemo s korporacijami, ki jih je Matija večkrat omenil, korporacije oziroma pravne osebe so entitete, ki jih ustanavljajo ljudje, ki jih vodijo ljudje, ki jih sestavljajo ljudje. Odločitev znotraj korporacij v resnici ne sprejema korporacija sama. Odločitve vedno v končni fazi sprejmejo ljudje. Ravno zaradi tega je to primerjanje nekaterih avtorjev pravne subjektivitete korporacij in pravne subjektivitete robotov precej zgrešeno. Ravno zaradi tega, ker en izmed ključnih razlogov, zakaj bi pravno subjektiviteto podeljevali robotom, je ravno ta razlog, ker znajo ravnati avtonomno, ker znajo sprejemati odločitve sami. Tega pri korporacijah ni in tukaj je treba potegniti to distinkcijo. Vendar po drugi strani pravo priznava to omejeno pravno subjektiviteto korporacijam še zaradi enega drugega razloga. Zaradi tega, da lahko izpolnjujejo njihovo temeljno nalogo in njihova temeljna naloga je pač ravnanje, je pridobivanje, opravljanje pridobitne dejavnosti in zato, da lažje nastopajo v pravnem prometu, danes pravo priznava korporacijam določene pravice in obveznosti. Tukaj pa imamo neko zelo veliko podobnost z roboti. Če si recimo predstavljamo
nekega robota, ki bo nekoč v prihodnosti pomagal ostarelim ljudem. Vemo, težava v družbi je, populacija se stara, zaradi tega so ljudje velikokrat na stara leta osamljeni in en izmed predlogov je, da bi se tem ljudem nekoč omogočila spremstvo oziroma pomoč robotov. Ta robot bi recimo lahko skrbel za to, da pijejo dovolj vode, jejo pravo hrano, in v končni fazi bi se lahko seveda robot tudi povezal z njihovim pametnim hladilnikom in naročil vse, kar potrebujejo. Težava bi nastala, ker v resnici ta robot, če mu ne bi bila podeljena pravna subjektiviteta, ne bi mogel stopiti v pravno razmerje s trgovcem. In tukaj je v resnici povezava oziroma podobnost s korporacijami velika. Želiš kaj za dopolniti, ne? Tako da po eni strani imamo razloge, ki govorijo v prid podelitvi pravne subjektivitete, po drugi strani spet ne. Drugi sklop oziroma druga skupina avtorjev pa pravno subjektiviteto robotov želi utemeljiti na podobnih razlogih, kot jih utemeljujejo zagovorniki pravic živali, pri zagovarjanju tega, da je treba tudi živalim podeliti določeno obliko pravne subjektivitete. Predvsem pred ameriškimi sodišči se, tako kot je že Matija omenil, pojavlja kar nekaj tožb strani tovrstnih organizacij, ki trdijo, da zaradi tega, ker so živali v tako veliki meri podobne človeku, ker v resnici ravnajo avtonomno, same sprejemajo določene odločitve in izražajo lastno voljo, bi jim bilo potrebno podeliti vsaj določen obseg pravic in obveznosti. Vendar sodišča vsaj zaenkrat v Združenih državah Amerike ta stališča vztrajno zagovarjajo, predvsem iz enega razloga, in sicer zaradi tega, ker živali nikakor ne morejo biti nosilke dolžnosti, ne morejo odgovarjati za svoja ravnanja. Seveda imamo tudi drugo stran, v nekaterih državah je pravna subjektiviteta živalim že priznana, na primer v Indiji, mislim, da od leta 2016. Pa vendar, če zavzamemo stališče ameriških sodišč, če živalim ni priznana pravna subjektiviteta, ker ne morejo spoštovati nekih pravnih pravil, ker ne morejo odgovarjati za svoja ravnanja, potem isti argument lahko uporabimo tudi za zagovarjanje stališča, da pravna subjektiviteta robotov vsaj danes oziroma tudi v prihodnosti ne zdrži. Poleg tega se vsakič, ko govorimo o robotih, pojavi to vprašanje možnosti zlorab pravne subjektivitete robotov. Človek bi zlahka uporabil robote kot pravni ščit za izvrševanje nekaterih dejanj, ki so njemu prepovedana. Seveda se je to zgodilo tudi v primeru korporacij in danes poznamo pravni institut spregleda pravne osebnosti, ki to stvar rešuje. Nekaj podobnega bi zagotovo morali poznati tudi v primeru, da bi pravno subjektiviteto robotom v prihodnosti priznali. Prav tako se pojavlja vprašanje, če priznamo pravno subjektiviteto robotov, kako potem uveljavljati to njihovo odgovornost. Kaj storiti, ko robot nekoč nekje v prihodnosti prekrši pravna pravila, kako bomo rešili vprašanje reševanja sporov, konec koncev njihove solventnosti, plačevanja odškodninske odgovornosti, konec koncev tudi kazenske odgovornosti. Elektronska pravna oseba bi se zlahka izkazala kot neka pravna črna luknja. Ta subjekt bi absorbiral pravno odgovornost človeka in po drugi strani ne bi izkazoval nobenega občutka odgovornosti. Zaradi tega danes večinsko stališče teorije je, da pravna subjektiviteta robotov tudi v prihodnosti ne bo zaživela. Toliko z moje strani, se pa z veseljem odpiram prostor za debato. Ja, mogoče, mislim, tako da začnem. Lih točno to, kar je zdaj povedala Pika, je tista točka, ker ne tukaj, ne v svojem osebnem življenju ne zagovarjam podeljevanja pravne subjektivitete robotom, niti nisem proti. Samo pozoril bi, da če sprejmemo to stališče, pač to teorijo, ki sem jo jaz prej predstavil, kar pa ni nujno, kjer za to, da nekoga štejemo kot osebo v pravu, ni potrebno
da mu nalagamo tudi obveznosti, potem ta ugovor, močen ugovor, ki ga je izpostavila Pika, odpade. Ne? Otrokom, mladoletnim otrokom ne prepisujemo nobenih obveznosti načeloma, ne? Zgolj posredno, recimo, če se v njihovem imenu nekdo zaveže, da bo nekomu izplačal nek denar za preživetje tega otroka, ampak ne odgovarjajo za svoje dejanja, ne, do določene starosti. Kar pomeni, da nalaganje obveznosti ni nujen sestavni del tega, da nekomu pripoznamo pravno subjektiviteto. To za izhodišče, za tisto, ta vrednotenski del. Meni mikrofon je. Sam komentar kratek na tole. Ne vem, če se je treba ukvarjati s tem, ker v resnici, če govorimo o umetni inteligenci, tisti namišljeni, ki je še nimamo in ki je še dolgo časa ne bo, ampak taki, ki je sposobna sama sprejemati odločitve, ne vidim velikega razkoraka v tem, da rečemo, da je tovrstna umetna inteligenca sposobna tudi sprejemati obveznosti nase. Od take umetne inteligence najbrž lahko zahtevamo, da se drži pravil igre, ki smo jih postavili vnaprej. Tako da ne vem, če ni to, itak govorimo o fiktivnih stvareh, ki še ne obstajajo in ki vprašanje, če bojo kdaj obstajali, ampak če že govorimo o takih stvareh, pol ne vem, če si je res težko zamisliti, da bo nek robot z blazno napredno umetno inteligenco nesposoben spoštovati pravila, tako kot jih je en tiger v džungli nesposoben spoštovati. Ampak a res lahko rečemo, da bo spoštoval ta pravna pravila po lastni volji ali bo spoštoval izključno in samo zato, ker smo ga mi tako sprogramirali in bomo lahko tudi to v določeni meri vplivali na to, s tem, kakšne podatke bomo dajali in kako ga bomo sprogramirali. Ta del pa je problematičen. To je tisto, kar je, mislim, bolj pomemben problem in težji problem. Ja, to je večji problem. Hvala, super, to je ful pomembno, da se s tem ukvarjate. Eno vprašanje imam, ker sem prebrala nekaj in pol nisem našla, ker ne znam lih prav dobro brati. Zanima me, kako je z pravico svobode govora korporacij, ki ne bi se zgodila, mislim, na 2 leti nazaj, če se ne motim, ali malo več mogoče, no? Ampak ne toliko dosti več in to ne bi vplivalo na financiranje političnih strank v Ameriki. V bistvu na povezave in Cambridge Analytica in tega ne bi to bilo tisto, kar je pravno, ne vem, če res to bilo to, ampak tisto, kar ne bi pravno omogočilo, da je to svoboda govora korporacij, ki se lahko execute potem na tak način. No. Tako da me zanima, če kaj o tem lahko. Ja, to je tisti del, ki se nanaša na to, da je, o katerem sem govoril, da je pravna subjektiviteta vendarle pač umetna pravna tvorba, ki se jo da zelo manipulirati. Pravno subjektiviteto, temu, čemu rečemo pravnim osebam, se pravi korporacijam, pripoznavamo v omejenem obsegu, zato da se lahko uresničujejo določeni interesi, tudi naprej predvideni zakoni in tako naprej. In te posle v pravu lahko sklepajo tudi korporacije. Svoboda govora je pa zdaj sporno vprašanje, zato ker velika večina ljudi, mislim, da bi rekla, da pač to ni nekaj, kar fiktivna entiteta,